Dr. Rok Vogrinčič se je rodil 19. maja 1991 v Murski Soboti. Po zaključku srednje šole v gimnaziji Murska Sobota je nadaljeval študij fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2018 magistriral. Za magistrsko delo z naslovom Analiza fizikalnih vplivov sončevih bliščev na spodnji sloj Zemljine ionosfere in njen odziv na popolni sončev mrk je prejel fakultetno Prešernovo nagrado za študente fizike in matematike. Prvo zaposlitev je opravljal kot mladi raziskovalec na področju astrofizike med doktorskim študijem na isti fakulteti, kjer je leta 2023 tudi doktoriral. Po doktoratu se je zaposlil kot podatkovni znanstvenik v podjetju LEK, leta 2017 pa je skupaj z dvema kolegoma fizikoma zagnal projekt izgradnja radijskega teleskopa za opazovanje OHA emisije pri frekvenci 1667 MHz. Je soustanovitelj Zavoda za radijsko astronomijo ZARAS, ki si je prizadeva postaviti največji radijski teleskop v Sloveniji. Dolga leta je aktiven član astronomskega društva Kmica v Murski Soboti, kjer deluje kot mentor in organizator mladinskih astronomskih taborov. Poleg tega je mentor več zlatimi priznanji nagrajenih raziskovalnih nalog na tekmovanju mladih raziskovalcev Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Je avtor več znanstvenih člankov objavljenih v revijah z visokim faktorjem vpliva. Je velik entuziast za radijsko astronomijo, postavil je 2 sprejemnika za merjenje nenadnih ionosferskih motenj ter zgradil anteno za opazovanje sončevih in Jupitrovih bliščev v okviru projekta Radio Jove. Pomurski akademik dr. Rok Vogrinčič je novi član Pomurske akademije, je imel predstavitveno predavanje, to je sigdar ena res lepa sekcija, da se naši novi člani predstavijo, v glavnem predstavijo svoje doktorate in tudi Pomurski akademik dr. Rok Vogrinčič je predstavil svoj doktorat. Z Rokom se tudi poznava preko astronomskega društva Kmica že dolga leta, že z njegovih gimnazijskih let in tudi on je astronomijo ne izel samo za svoj konjiček, ne samo ljubiteljsko prek društva, ki je tudi študiral, je tudi doktoriral iz astronomije in njegovo predavanje je nas popeljalo v en mistični svet. Astronomija je sigdar mistična. Peljalo da nas daleč, v kraj od Zemlje, v prostor, kjer skoro nikanega, pa vseeno je. In glih to, kaj malo nekaj je on raziskoval in med predavanjem te tudi čuli, koliko ogromno enih informacij je mogel vkup potegniti in iz njih te nekšo raziskavo napraviti, nekaj odkriti. In fajn je tudi to, kaj to znanje, kaj ga je dobo pri raziskovanju astronomije, zdaj zna ponuditi tudi na drugih področjih, konkretno pri zdravilih, ki glih tak majsterski obdeluje velike, ogromne količine podatkov in na osnovi tega pride do novih zaključkov zdravil. In fajn nam je sigdar, da v Pomursko akademijo dobimo nove člane, da dobimo takšne resen vrhunske raziskovalce, zato vas vabim, ko si odlično predavanje pomurskega akademika dr. Roka Vogrinčiča vkuper pogledamo. Difuzni medzvezdni pasovi so absorpcijske črte v vidnem in bližnjem infrardečem območju valovnih dolžin, ki jih opazimo v spektrih zvezd, ki jih zastira medzvezdni prah. Odkrili so jih v začetku 20. stoletja, do danes pa jih je znanih približno 500. Njihova narava ni povsem jasna, a naj bi bili povezani z velikimi ogljikovimi molekulami v plinasti fazi,
ki so stabilne v hladnem medzvezdnem prostoru. Nedavno je bil kation fullerenca C potrjen kot nosilec nekaterih dibov v infrardeči svetlobi. Dibi imajo širok razpon širin, zaradi česar so nekateri vidni tudi v nizkoločljivostnih spektrih. Dibi močno pozitivno korelirajo s pordečitvijo zaradi prahu in omogočajo raziskovanje galaktične medzvezdne snovi. Merjenje moči dibov razkriva območja višje absorpcije, poznavanje njihovih radialnih hitrosti pa prispeva k razumevanju kinematike medzvezdnih oblakov. 3 dejstva. Difuzni medzvezdni pasovi so dobili svoje ime po svojem izgledu. V opazovanih spektrih pordečenih zvezd izraz medzvezdni pa zaradi njihovega izvora, saj so vzrok za nastanek dibov molekule v plinastem stanju, ki so stabilne v hladnem medzvezdnem prostoru. Nosilci dibov za zdaj ostajajo velika neznanka. Leta 2015 je bil kation fullerenca potrjen kot nosilec 4 dibov v infrardeči svetlobi. Prvi opazovalni zapis dibov je leta 1922 med svojim doktorskim študijem naredila Mary Lee Hager. V spektrih zvezd zgodnjega tipa je zaznala 2 izrazita temna absorpcijska pasova pri valovnih dolžinah 5780 in 5797A, ki sta bila kasneje prepoznana kot diba. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Kot je že Mičo povedal, to je astrofizikalna tema, druga danes. Torej danes bom govoril o difuznih medzvezdnih pasovih, pa bi mogoče za začetek povedal, kaj je korist tega. Torej, difuzni medzvezdni pasovi so orodje za raziskovanje galaktične medzvezdne snovi. Pa bom o tem povedal nekoliko kasneje, kaj točno so. Torej, v uvodu, kaj so difuzni medzvezdni pasovi, oziroma po angleško diffuse interstellar bands. Jaz bom govoril o dibih, na kratko. Govoril bom o naravi dibov in pa o tem, kje se nahajajo, to je medzvezdna snov. Potem bom predstavil projekt, na katerem sem delal tekom doktorskega študija, to je projekt GALA, in pa predstavil nekaj na hitro nekaj rezultatov, ki sem jih uspel narediti, in to je pa prostorska porazdelitev teh dibov na južnem nebu. Zdaj, če pogledamo samo definicijo, torej, difuzni medzvezdni pasovi so absorpcijske črte v vidnih in bližnjih infrardečih valovnih dolžinah, ki jih opazimo v spektrih zvezd, ki so pordečene od prahu. Zdaj, to je taka dolga definicija, pa se lahko malo razdelamo te stvari. Pa začnimo najprej pri absorpcijskih črtah. Torej, kaj sploh so absorpcijske črte in kako nastanejo? Predstavljajte si, da imamo izvor bele svetlobe. Dober primer bi bilo naše Sonce. Naše Sonce je plinasta krogla, iz njene notranjosti prihaja svetloba. Da pa pride ta svetloba do Zemlje, mora pa še priti skozi Sončevo atmosfero, torej skozi tisti plin. In v tem plinu so različni elementi in ko svetloba potuje skozi Sonce, se določen del svetlobe absorbira pri točno določenih valovnih dolžinah. No in zdaj potem, če mi to svetlobo, ko pride do Zemlje, spravimo skozi stekleno prizmo, dobimo na drugi strani mavrico. In zdaj, če bi imeli možnost imeti zelo veliko mavrico, bi uspeli videti take črne črte znotraj. In tem črtam pravimo absorpcijske črte. In te črte torej nam povejo točno, kateri elementi so v našem Soncu in koliko jih je. Zdaj pa, kaj imajo pa tukaj difuzni medzvezdni pasovi vezan? Ja, pravzaprav, če mi opazujemo spekter neke zvezde, opazimo te tako imenovane intrinzične črte, to so črte, ki pripadajo zvezdi, ter nekatere črte, ki ne pripadajo zvezdi, so pa v zvezdnem spektru. No in to so dibi. Zdaj pa tukaj druga stvar, ki je pa še, je pa zvezde, ki so pordečene od prahu. Zakaj so pordečene? Najprej ena zadeva s prahom. Difuzni medzvezdni pasovi močno pozitivno korelirajo s prahom, to pomeni, več kot je prahu, močnejše so te črte. In zdaj,
Torej, iščemo take zvezde, pred katerimi je veliko prahu. Torej, te zvezde so pordečene. Kaj pomeni pordečene? Torej, če imamo mi dosti prahu pred neko zvezdo, potem bo ta zvezda izgledala bolj rdeča, kot je v resnici. In od tu prihaja izraz pordečitev. Zdaj pa, če gremo malo na samo zgodovino odkrivanja dibov. Prvi zapis je naredila Mary Leah Hager leta 1922, tekom njenega doktorskega študija, tukaj na sliki Mary. Na sistematične študije pa so se začele z Paulom Merrillom leta 1934. Namreč ugotovil je, da radialna hitrost zvezd, ki jih dobimo s tem, da merimo pač spektralne črte v spektru, da so te drugačne od hitrosti, ki jih je opazil za dibe. Drugo je, kot sem že prej omenil, je pozitivna korelacija s prahom, torej več je prahu, močnejše so te črte. In tretja stvar, pozitivna korelacija z medzvezdnimi atomi. In vse to skupaj nekako je dalo idejo o tem, da so pa morda dibi, da imajo izvor v medzvezdni snovi. Potem pa se vprašamo tudi, kaj pa sploh so ti dibi. Zdaj, glede na njihovo obliko, torej so difuzni in neostri, so sklepali, da so to molekule. O tem nekoliko kasneje. Danes poznamo več kot 400 dibov v vidni svetlobi in okoli 30 v bližnji infrardeči svetlobi. Zdaj, kako pa vemo, kaj je dib in kaj ni dib? Tukaj na sliki desno imamo primer atomske medzvezdne črte, ki je zelo ostra in tanka, in pa primer diba, ki je lahko precej širok. Njihovi razponi so med 0,5 in 10 angstremi. Druga stvar, ki je pa pri dibih zelo pomembna, je pa ta, da so to zelo, zelo šibke črte. To je zelo težko detektirati v spektru. Zato rabimo ustrezne metode, da jih lahko pomerimo. Dibe označujemo z njihovo laboratorijsko valovno dolžino v enotah angstremov, to je desetinka nanometra, recimo dib 5780 je pri tej valovni dolžini v angstremih. Kaj pa mi lahko pravzaprav merimo pri dibih? Recimo, da je to nek dib, ki smo ga v spektru detektirali, kaj lahko z njim naredimo? Ena stvar je, da izmerimo njegovo moč. Njegova moč je izražena kot ekvivalenčna širina. To ni nič drugega kot površina pod to krivuljo. Če izmerimo površino pod to krivuljo, dobimo moč diba. Zdaj, če je črta bolj globoka, je moč diba večja. Kaj to v praksi pomeni? Med nami in zvezdo, ki jo opazujemo, je več prahu. Bolj globoka bo črta, več bo tega materijala, ki je kriv za nastanek dibov. In ta medzvezdni prostor je pa zelo hladen in tudi zelo redek. Hladen okrog 100 kelvinov, številska gostota pa okrog 100 delcev na kubični centimeter. S čim so torej povezani? Torej danes po najnovejših študijah kaže, da so dibi, da so nosilne molekule dibov, pravzaprav organske molekule, kot so ogljikovodikove verige, policiklični aromati in pa fulereni. Pravzaprav je fuleren, torej ion fulerena C60 je edini doslej potrjeni nosilec teh dibov, vendar samo za 4 dibe v bližnjem infrardečem delu. Torej, dibi ostajajo še vedno zelo velika neznanka, saj jih je še več kot 400, za katere ne vemo, katere molekule so krive za njihov nastanek. Dostikrat sem pa zdaj tekom tega predavanja že omenjal prah. Kaj pa ima prah tukaj opraviti? Najprej pogledajmo, kaj prah naredi svetlobi. Torej, če mi opazujemo neko zvezdo, pred katero je veliko prahu, se bo svetloba od te zvezde deloma absorbirala, zato bo zvezda izgledala šibkejša, kot je v resnici. Temu pravimo ekstinkcija. Potem pa se vrnemo nazaj na pordečitev, ki sem jo prej omenil. To je pa pojav, kjer pride zaradi prahu do sipanja. In v bistvu zvezda izgleda bolj rdeča, kot bi izgledala, če prahu pred zvezdo ne bi bilo. In če merimo to pordečitev, torej količina prahu je mera za to pordečitev, torej več kot je prahu, močnejše dibe bomo opazili. In to precej dobro pozitivno korelira med tema dvema količinama. Vprašamo se, zakaj torej ne prah, če tako lepo korelira.
Eden od razlogov je oblika spektra. Torej, pri prahu, ker je to trdnina, ne opazimo takih spektralnih črt, kot ste jih videli prej. Drugi razlog je, pri prahu opazimo polarizacijo svetlobe, medtem ko pri dibih tega ni. Kaj pa potem ima prah tukaj za opraviti? V bistvu prah je katalizator za nastanek teh molekul organskih. To pomeni, da se na teh prašnih zrnih molekule združujejo skupaj in nastajajo nove kompleksne spojine. Tako, zdaj, če pa mi hočemo narediti spekter, v katerem želimo posneti te difuzne medzvezdne pasove, pa rabimo za to ustrezno opremo, rabimo teleskop, s katerim svetlobo zvezde zberemo v gorišču in potem v gorišče postavimo optično vlakno in potem svetlobo vodimo na spektrograf, to je kolimator, neki disperzijski element, tipično uklonska mrežica in pa kamera ter CCD detektor. Tukaj je projekt GALA, na katerem sem delal, to je Galactic Archaeology with Hermes, oziroma galaktična arheologija s Hermesom. Hermes je ta spektrograf. To je visokoresolucijski spektrograf, ki se nahaja v Avstraliji, v Siding Springu. Teleskop ima premer 3,9 metra in deluje v območju med 4700 in 7900 angstremi. Kar je posebnost tega teleskopa je, da ima 400 optičnih vlaken in sicer tako postavljenih, da vsako vlakno pokrije eno zvezdo na nebu, tisto polje, ki ga teleskop opazuje. To polje je veliko približno 2 stopinji na nebu. To si lahko predstavljate, kot če iztegnete roko, velikost nohta na vašem palcu je približno 2 stopinji na nebu. Toliko pokrije naenkrat. In pa, kaj je posebnost, je pa, da lahko hkrati naredi, torej v enem ranu naredi 400 spektrov zvezd. Tako, jaz sem imel priložnost delati s temi podatki projekta GALA in iskal sem spektre zvezd, ki so predečene zaradi prahu. Zakaj? Zato, ker v njih je najverjetneje, da bom našel dibe, ki so sicer zelo šibki, ampak se jih da odkriti. Pogledal sem skoraj 900 000 zvezdnih spektrov in za te posamezne dibe izmeril njihovo moč. Zdaj pa, če pogledamo, kakšne zvezde sploh imamo v projektu GALA. Torej, če pogledamo, to so različni tipi zvezd, označene od 0 do 6. In to so zvezde na glavni veji, so rumene pretlikavke, potem imamo tu vroče zvezde, tukaj imamo pa hladne orjakinje. In če pogledamo oblike spektrov teh zvezd, so zelo, zelo različne. Kaj je pa največji problem, je pa hladne zvezde. Torej, hladne zvezde so problematične, ker imajo veliko intrinzičnih črt, absorpcijskih črt. To pomeni, da če je tukaj nekje noter dip, ga bom jaz zelo težko detektiral. Zato pa obstaja rešitev. Torej, poiščemo najprej zvezdo, ki je dovolj predečena, v njej sklepamo, da bomo našli ta dip, skrit noter. In ta zvezda je tipično nekje v ravnini naše galaksije, tam, kjer je več prahu. Potem pa poiščemo zvezde, ki so po spektru zelo podobne tej tarči, ampak gledajo stran od diska galaksije, tam, kjer je zelo malo prahu. In združimo 100 takih spektrov skupaj in ustvarimo predlogo. Zdaj delimo tarčo in predlogo in ostane nam tisto, kar je vmes. Torej, odstranili smo spekter zvezde in dobili smo, kar je med nami in med zvezdo, torej v medzvezdnem prostoru. In na ta način dobimo tale ISM spekter. Eden od ciljev moje dizertacije je bil, da naredim neko prostorsko karto teh dibov na južnem nebu. In uspel sem izbrati okrog 500 000 kakovostnih spektrov, s pomočjo katerih sem potem naredil te karte. Porabil sem pa tudi podatke misije Gaia in pa GALA, torej parametre, kot so oddaljenost, pozicija, zvezde na nebu in tako naprej. In tukaj lahko vidimo, kje vse se nahajajo zvezde, ki sem jih uporabil v študiji. Večina se jih nahaja na razdalji do 1 kiloparseka. Zdaj pa v bistvu sem za različne razdalje risal karte moči dibov. Tukaj, kjer je svetlejše, to so močnejše absorpcije dibov, tukaj jih je pa manj.
in sem potem za različne oddaljenosti dobil take prostorske karte. In tukaj recimo en primer, kjer imamo na razdalji med 30 in pa 515 parseki, vidimo, da so močne absorpcije, torej večja količina dibov, oziroma teh nosilnih molekul za dibe, se nahaja v okolici Orionovega molekularnega kompleksa. Če gremo nekoliko naprej, torej dlje stran od Zemlje, pa se začnejo te zgoščine pojavljati bolj proti središču galaksije in postajajo vedno bolj sporadične. Mi si lahko dejansko pri lociranju pomagamo nekoliko z molekularnimi kartami vodika, vendar to ni 1:1, ne? To se seveda lahko močno razlikuje, ker dibi niso molekularni vodik. Še ena pomembna stvar je, kaj lahko napravimo, je raziskovanje, torej kinematike, proučevanje kinematike dibov in teh oblakov, v katerih so dibi. In sicer jaz sem izmeril radialne hitrosti dibov v merujočem lokalnem sistemu in risal to v odvisnosti od galaktične dolžine. Te modre krogci so v bistvu povprečne vrednosti hitrosti dibov. Te črne črte so pa modelske krivulje za različne oddaljenosti, za različne krake galaksije. In zdaj, če pogledamo proti centru naše galaksije, to je pri dolžini 0, bomo videli, da se te vrednosti, torej te oblaki, se gibljajo nekako po tej črni črti, ki označuje razdaljo 7 kiloparsekov. Pravzaprav gledamo ta rokav, ki je pred nami, gledamo proti središču in vidimo ta rokav, ki je pred nami pri 7 kiloparsekih. Če gremo pogledati anticenter, to je pri 180 stopinjah, bomo pa videli, da se dobro pokriva z krivuljo za 9 kiloparsekov. Torej gledamo za nami, torej v ta spiralni krak. To pomeni, da se da s pomočjo merjenja radialnih hitrosti dobiti tudi nekakšno kinematiko in pa tudi položaj nas in teh oblakov v galaksiji. Še čisto za konec so pa še povezave oziroma odvisnost dibov od drugih sledilcev medzvezdne snovi, sledilci oziroma tracerji po angleško. Tukaj opazimo, da je korelacija pozitivna in močna z temi cikličnimi aromati in pa z nevtralnim vodikom, medtem ko korelacije z molekularnim vodikom ni. Razlog za to, molekularni vodik se v vesolju pojavlja pri nizkih temperaturah in pri precej višjih gostotah, kot tam, kjer najdemo dibe. Tako, zdaj ste verjetno spoznali, da so dibi res dragoceno orodje za proučevanje galaktične medzvezdne snovi. Seveda pa je zgodba še daleč od zaključka, ker pravzaprav, kot sem na začetku povedal, poznamo samo en nosilec je doslej potrjen, ostaja jih še mnogo neraziskanih. Zato bi bilo potrebno razširiti opazovanja na druga območja, tudi gostejša območja medzvezdne snovi. Seveda pa so obeti dobri, ker prihajata kmalu v uporabo ta dva projekta, Foremost in Weave, ki sta v bistvu močnejše verziji tega našega Galaja in bosta lahko opazovala oba hkrati 1000 zvezdnih spektrov naenkrat v približno enako velikem polju na nebu. Eden bo na severni, drug bo na južni polobli, tako da bosta dejansko lahko pokrivala celotno nebo. Dobro bi bilo pa tudi narediti kakšne usmerjene kampanje z visokoresolucijskimi spektrografi na območja, kot sem jih pokazal prej, recimo Orionov molekularni oblak. S tem bi jaz zaključil svoje predavanje. Hvala za vašo pozornost, pa če so kakšne vprašanja. Ste vedeli? Visoko ločljivostni spektrograf Hermes na teleskopu AAT uporablja približno 400 optičnih vlaken, ki hkrati zbirajo svetlobo okoli 400 različnih zvezd. S tem omogoča visoko učinkovite spektroskopske preglede neba in raziskuje zvezdne populacije naše galaksije.